dobrodošli na redno mesečno predavanje v Arhivu Republike Slovenije. Naša današnja gostja je dr. Tjaša Konovšek, zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino, ker je članica tudi programske skupine za politično zgodovino in pa raznih raziskovalnih projektov. Leta 2022 je doktorirala na temo slovenska politična tranzicija med letom 1989 in letom 2004. Lani je šla tudi njena knjiga z enakim naslovom. Področja njenih raziskav so politična zgodovina, politika spominjanja, konceptualna zgodovina in zgodovina idej. Geografsko je osredotočena na srednjeevropski prostor in pa na prostor nekdanje Jugoslavije. Časovno pa je zamejena pri svojih raziskavah na obdobje od druge svetovne vojne do sedanjosti. Današnje predavanje izhaja iz njene knjige oziroma disertacije. Govori o času, ki je zanimiv že zaradi tega, ker smo ga nekateri starejši od nas tudi doživeli v živo. Njena obravnava pa bo zamejena z ustavnimi spremembami na eni strani in na drugi strani sprejemom Slovenije v Evropsko unijo. Temelji pa seveda ta raziskav, kot tudi današnje predavanje, na poročevanju primarnih virov, na poročevanju magnetografskih zapisnikov, parlamentarnih delovnih teles, arhivskem gradivu, časopisnem gradivu, spominih in je zaradi tega toliko bolj zanimiva. Seveda se že ob tem porajajo tudi zanimive ideje, kako so nekateri politični akterji ali pa nekatere ideje ali pa tudi nekatere institucije pravzaprav sodelovali pri demokratizaciji oziroma pri prehodu v nov družbeni in politični sistem. In tukaj se je seveda že na začetku lahko postavi neka dilema, ali je beseda prelom leta 1989 res prava beseda, ker prelom v sebi implicira neko hipno, nenadno, radikalno spremembo. Na drugi strani imamo besedo tranzicija, ki pač osvetljuje neko postopno prehajanje, kjer te nekdanje ostaline prejšnjega režima sodelujejo na nek, mogoče tudi včasih paradoksalen način pri tvorbi nečesa novega in seveda se te dileme nam bo naša predavateljica danes predstavila. Torej, izvolite, dr. Konovšek, beseda je vaša. Ja, najlepša hvala za predstavitev, pa tudi za današnje vabilo. Zelo sem vesela, da ste prišli v takem številu. Torej, kot je že bilo rečeno, bomo v današnjem predavanju se nekako sprehodili skozi obdobje v slovenski zgodovini, ki je v grobem zamejeno torej z dvema pomembnima dogodkoma. Na eni strani z razpadanjem Jugoslavije, torej časom, ko je Slovenija postajala samostojna, neodvisna nacionalna država, in na drugi strani, kot smo slišali, z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, torej nekim mejnikom, ki je Slovenijo zopet vpel nek nadnacionalni institucionalni okvir. Govora bo torej o obdobju samostojne slovenske nacionalne države, vendar če pogledamo same letnice, ki časovno zamejujejo današnje predavanje, vidimo, da je prva letnica 1989 in mogoče na prvi pogled ne spada ravno v omenjeno temo. Mogoče bi prej pomislili na leto 90 ali pa na 91. Torej, najprej res beseda, zakaj ta letnica. Torej, dogodki, ki so se zgodili leta 1990 in 1991 v kontekstu slovenske osamosvojitve, so resnično markantni in imajo težo tako v kontekstu historičnega razvoja, kakor tudi v širšem smislu in so tudi še v sedanjosti to zelo pomembni dogodki. A vendar, moje predavanje se osredotoča zgolj v manjši meri na ta oba omenjena prelomna dogodka in v večji meri na obdobje, ki je bilo vmes, torej na neko obdobje dolgih 90 let, ter na politični razvoj na nivoju nacionalne države v tem času. In kot smo slišali, gre na političnem področju v tem obdobju za nek prehoden čas, za čas tranzicije, čas vzpostavitve in konsolidacije parlamentarne demokracije. In zaradi tega bom v predavanju sledila nekako 3 stvarem, ki so ključno zaznamovala ta vmesni čas. Sledila bom torej vlogi ustave in spreminjanju ustave, delovanju državnega zbora kot osrednje institucije parlamentarne demokracije, ki je pravzaprav dajala legitimnost celotnemu procesu, in pa razvoju političnim strank kot osrednji sistemski novosti tega tranzicijskega obdobja.
Skozi celoten proces je ena izmed ključnih značilnosti slovenske tranzicije ostajala torej postopnost, torej vprašanje kontinuitete in diskontinuitete je bilo že načeto pravzaprav, ampak ta pozornost na postopnost in legalnost sprememb je bila vendarle stalnica v tem obdobju. Mogoče še beseda o virih. Kot vsako obdobje ima seveda tudi ta čas neke svoje specifike. Kar se tiče virov, za to obdobje je bila glavna prednost pravzaprav njihova dostopnost preko spleta, kar se mi zdi, da je kar tudi nasplošna značilnost trenutnih raziskovalnih postopkov. Torej, večino časopisja, ne pa čisto vse časopisje, uporabljenega pri tej raziskavi je bilo dostopna preko portala DLIP, ki ga najverjetneje vsi poznate. Zapisi parlamentarnih sej in nekatero drugo gradivo parlamenta je prav tako dostopno preko spleta. Dostopna so tudi orodja z področja digitalne humanistike, predvsem imam v mislih repozitorij Clarin.si. Potem zagotovo tudi poznate portal Sistory, kjer so recimo dostopni vsi poročevalci državnega zbora, delno tudi uradni listi. Po drugi strani seveda pa za raziskovanje tega obdobja manjka nekatero gradivo, ki mislim, da bi si ga raziskovalci želeli imeti. Torej, razen nekaterih redkih izjem, manjka gradivo političnih strank, ki bi bilo, če bi bilo oddano seveda arhivsko gradivo. Torej imamo, če se ne motim, v vašem arhivu hranite fond stranke LDS, stranke SSS in Zeleni Slovenije. Torej to so bili nekateri ključni viri, na katere sem se lahko zanesla. In pa seveda tudi personalni viri, personalni fondi, ki so zelo dober vir za raziskovanje tega obdobja. Zdaj pa, če se vrnemo kar na leto 1989. Torej, v kontekstu srednje in vzhodne Evrope je leto 1989 povezano s padcem komunizma, z nekimi množičnimi dogodki, ki so bili povezani s tem, kot naprimer padec Berlinskega zidu novembra 1989, ki ga vidimo tukaj na fotografiji. V slovenskem kontekstu pa ima leto 1989 prav tako nek svoj specifičen pomen, če tudi nekoliko drugačen od tistega v širši regiji. To leto je točka, kjer lahko začnemo neposredno slediti prehodu v parlamentarno demokracijo na formalni ravni, torej v kontekstu delovanja Skupščine Socialistične republike Slovenije. Septembra 1989 je Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela prvi sklop amandmajev k republiški ustavi, ki je veljala še iz leta 1974. Decembra istega leta sta bila nato sprejeta zakon o volitvah v skupščine in zakon o političnem združevanju. Marca 1990 je sledil drugi sklop amandmajev in vsi ti dokumenti so političnim organizacijam in zvezam, ki so do tedaj sicer imela tudi politično vlogo, a so delovala bolj na področju civilne družbe oziroma v neki vmesni coni, v bistvu omogočila pretvorbo v dejanske politične stranke in jim s tem omogočila udeležbo na večstrankarskih volitvah aprila 1990, na katerih, kot najbrž vsi veste, je zmagala koalicija Demos. Sprejemu amandmajev leta 1989 in 1990 in pa obeh omenjenih zakonov je sledila na to vrsta dogodkov, ki so sporedno s preoblikovanjem političnega sistema vplivali tudi na preoblikovanje državnega sistema. Julija 1990 je bila sprejeta deklaracija o suverenosti Republike Slovenije, decembra je bil izveden plebiscit, ki je dodatno legitimiral slovensko samosvajanje. Sprejem temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter deklaracije ob neodvisnosti junija 1991 sta bili nato neposreden povod za 10-dnevno vojno, ki je sledila in ki se je zaključila s pogajanji na Brionih in z Brionsko deklaracijo. Sprejem nove slovenske ustave decembra 1991, mednarodno priznanje Slovenije in nato še razpad Demosa v začetku leta 1992 so pospremili zaključek tega prvega obdobja slovenskega političnega prehoda in 6. decembra 1992 so nato v Sloveniji potekale prve volitve v državni zbor, se pravi največ v skupščino, s čimer se je začelo obdobje polne parlamentarne demokracije. Ustavni amandmaji in zakonodaja iz leta 1989, ki so omogočili to pravno podlago velikemu delu vsaj uvodnega tranzicijskega dogajanja, so bili pravzaprav posledica nekih dolgotrajnih razprav o ustavni ureditvi federacije in njenih republik. V tem pogledu je politična situacija ob koncu 80-ih let temeljila, kot sem rekla, na ustavi iz leta 1974, na katero so se
ti konkretni amandmaji ob koncu 80-ih let tudi nanašali. 2 leti za ustavo, torej leta 1976, je bil nato sprejet še zakon o združenem delu, ki je ustavo dopolnjeval, predvsem na področju urejanja gospodarskih odnosov. Na nivoju republik so veljale republiške ustave, ki so bile skladne s federalno, in delovale so seveda republiške skupščine, razdeljene v 3 zbore: v družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela. V njih pa so klopi zasedali delegati, imenovani na svoja mesta skozi delegatski sistem. Zaradi nezadovoljstva, predvsem srbskega političnega vodstva, glede federalne ureditve iz leta 1974, pa tudi zaradi vedno hujše gospodarske krize, ki je Jugoslavijo zajela v 80-ih in katere vzrok naj bi bila tudi notranja ureditev države, so nato leta 1986 vodstva vseh republik in obeh avtonomnih pokrajin podala soglasje k začetku postopka za spreminjanje ustave. Februarja 1987 ga je potrdil tudi Zvezni zbor Jugoslovanske skupščine. Sprememba federalne ustave pa je seveda posledično pomenila tudi spreminjanje republiških ustav. In prva je svojo republiško ustavo spremenila Socialistična republika Srbija, katere politiko je od septembra 1987 vodil Slobodan Milošević. Osnutek spremembe ustave, ki ga je konec junija 1988, torej že v času mitingov in rušenja republiških vodstev v Jugoslaviji, na to sprejela Skupščina Socialistične republike Srbije, je bil skladen s to Miloševićevo politiko. Amandmaji k srbski republiški ustavi so odpravljali avtonomijo Kosova in Vojvodine, s čimer naj bi po tej interpretaciji Srbija dobila enakopraven položaj ostalim republikam v federaciji. Spremembe k srbski ustavi so bile potrjene marca 1989 in so bile v neposrednem nasprotju s federalno ustavo, s čimer je v bistvu ta republiška ustava presegla svoja pooblastila. Na amandmaje k srbski republiški ustavi so se v Sloveniji ostro odzvali člani civilne družbe, s čimer se je težišče razprave o ustavnih spremembah, ki so v Sloveniji tedaj potekali po formalnih kanalih, torej znotraj družbeno-političnih organizacij in znotraj skupščine, nato izrazito preneslo v širši družbeni prostor. V Cankarjevem domu je februarja 1989 potekalo množično zborovanje pod naslovom Proti izrednim razmeram za mir in sožitje na Kosovu, v podporo kosovskim rodarjem, ki so v odgovor na te nastajajoče spremembe v Srbiji v bistvu protestirali in zahtevali ohranitev avtonomije obeh teh avtonomnih pokrajin. Organizatorji zborovanja v Cankarjevem domu so marca istega leta ustanovili koordinacijski odbor, kjer so predstavniki civilne družbe in državnih družbeno-političnih organizacij nato poskušali oblikovati skupen dogovor o nadaljnjem političnem ukrepanju. Jasno je bilo namreč, da se razmere v federaciji zaostrujejo in da gre v bistvu za trk 2 konceptov, torej federalne ureditve in centralizacije na drugi strani, ki sta si bila med seboj nasprotujoča. Prvi sestanek tega odbora je Jože Smole, takrat predsednik Republiške konference SZDL, sklical marca 1989, potem pa so se ti sestanki nadaljevali vse do aprila leta 1990. Artikuliranje skupnega načrta jim je zaradi pomanjkanja politične volje spodletelo. Kot rezultat teh Smoletovih okroglih miz sta nastala 2 ločena dokumenta, temeljna listina, ki ni čisto izključevala ostajanje Slovenije v Jugoslaviji, in pa Majniška deklaracija, ki je v ospredje postavljala zahtevo po suverenosti Slovenije. Mogoče kratka pripomba, da tukaj gre za neko slovensko posebnost. V večini ostalih držav v regiji so bile te demokratične spremembe nekoliko bolj izpogajane. Republiške zveze komunistov recimo so z opozicijo natančno določile, recimo, kakšen delež sedežev bo možno dobiti na volitvah v parlamentu, medtem ko v Sloveniji tega dogovora ni bilo. Bil pa je poskus na tej okrogli mizi, da bi se tudi te stvari dogovorili, ampak kot sem rekla, ni prišlo do nobenega dogovora. Torej, amandmaji k slovenski ustavi, ki so utrli pot tem političnim spremembam, so zajemali zelo široko področje sprememb, torej 2 izmed teh amandmajev vidite tudi na projekciji. Od tega, da so ponovili trajno pravico naroda do samoodločbe, do prepovedi razglasitve izrednih razmer v Sloveniji brez privoljenja slovenske skupščine, do zadnjega amandmaja, ta amandma 100, ki je bil pravzaprav sprejet na predvečer osamosvojitve in ki je določal grafično podobo grba in pa zastave Slovenije.
Po teh spodletelih pogajanjih med družbeno-političnimi organizacijami in nastajajočo politično opozicijo so bile torej večstrankarske volitve, ki so sledile aprila 90, omogočene prav zaradi teh ustavnih amandmajev, ki jih je sprejela slovenska skupščina. Ob visoki podpori javnosti, ki je vladajočo republiško politično elito takrat dojemala kot nek branik pred pritiski iz federacije, so njene poteze, vključno s sprejetjem teh amandmajev, pravzaprav uživale zelo visoko stopnjo podpore. In prav amandmaji so bili tisti, ki so kljub nekim napetim odnosom z vladajočo politiko ohranjali neko ravnovesje za nastajajočo politično opozicijo in tudi neko relativno zadovoljstvo oziroma možnost za komunikacijo pa za nadaljnje delovanje. Torej, amandmaji, zakon o volitvah v skupščine in zakon o političnem združevanju so ustvarili to legalno pot za pluralne in demokratične volitve, na katerih so nato nastopile seveda politične stranke. In zdaj si bomo vzeli nekaj časa, da pogledamo, katere so to bile. Torej, prvi dve organizaciji, Slovenska kmečka zveza in Zveza slovenske kmečke mladine, sta maja 1988 začeli delovati v okviru obstoječih družbeno-političnih organizacij, prva v okviru SZDL in druga v okviru ZSMS. Udeleženi sta bili v protestu proti aretaciji četverice in se nato pridružili Odboru za varstvo človekovih pravic ter zborovanju v Cankarjevem domu. Aktivno sta se vključili v javno razpravo o amandmajih k republiški ustavi in sodelovali na, kot omenjeno, sicer neuspešnih pogajanjih na Smoletovi okrogli mizi. Obe pa sta bili tudi sopodpisnici Majniške deklaracije. Nekoliko kasneje, 11. januarja 1989, je na zborovanju v Cankarjevem domu nastala Slovenska demokratična zveza. Položaj predsednika je sprva prevzel Dimitrij Rupel in dolgo je delovala kot krovna organizacija več opozicijskih gibanj. Kot politična stranka se je nato profilirala jeseni 1991, ko se je zaradi notranjih nasprotij razcepila na dve samostojni politični stranki, na Demokratsko stranko in na Narodno-demokratsko stranko. Podobno kot prejšnji dve, pa se je aktivirala v tem širšem opozicijskem delovanju po koncu 80-ih let. Naslednja zveza, ključna za politični razvoj v tem času, je bila ustanovljena februarja 1989 in sicer Socialdemokratska zveza Slovenije pod vodstvom Franceta Tomšiča. Torej, socialdemokratsko gibanje je Tomšič začel že leta 1987 stavko delavcev v Litostroju, do leta 1989 pa se je to še številčno in kadrovsko okrepilo. Zvezi se je pridružilo več vplivnih posameznikov, denimo Jože Pučnik in Rastko Močnik, in Pučnik je vodstvo stranke nato prevzel novembra 1989. Poleg vodenja stranke je Pučnik prevzel tudi vodenje nastajajoče koalicije, ki se je po teh neuspelih pogovorih na okrogli mizi nato novembra 1989 uradno pretvorila v Demos. Svojo ustanovno sejo je marca 1989 imelo Slovensko krščansko socialno gibanje. Njegovo vodenje je sprva prevzel Peter Kovačič Peršin, a le za kratek čas. Junija 1989 je zaradi znotraj strankarskih razhajanj odstopil, njegov položaj pa je novembra nato prevzel Lojze Peterle. Stranka se je preimenovala v Slovenske krščanske demokrate. Uvodni del njihovega programa je bil v nasprotju z ostalimi strankami v veliki meri namenjen opredeljevanju do preteklosti in pa tudi narodni spravi. Do pomladi leta 1989 so bile tako ustanovljene vse 4 opozicijske organizacije, ki so se nato novembra povezale in dosegle dogovor v skupnem sodelovanju, se pravi SDZ, SDZS, SDZ in SKD so se strinjali, da skupaj nastopijo na prihajajočih volitvah, medtem ko se jim je SKZ, se pravi Oman, prvotno pridružil skupnim programom, ne pa tudi nastopom na volitvah. In to so bile potem organizacije, ki so tvorile jedro novo nastale opozicije in ki so svoj sporazum za nastop na volitvah formalizirale decembra leta 1989 in je nastal Demos. Položaj predsednika Demosa je zasedel Jože Pučnik, podpredsednika pa sta postala Dimitrij Rupel in Lojze Peterle. Zeleni Slovenije in Slovenska kmečka zveza sta se kot polnopravni članici Demosu priključili januarja 1990, ko so stranke podpisale tudi skupen dogovor o nastopu na prihajajočih aprilskih volitvah. Naknadno sta se koaliciji pridružili še Slovenska obrtniška stranka in Stranka sivih panterjev.
Kakor pa je predvideval zakon, so se v politične stranke pretvorile tudi vse družbeno-politične organizacije. Prva je svojo simbolno preobrazbo pod vodstvom predsednika Jožefa Školča začela z SMS, ki je na kongresu med 3. in 5. novembrom 1989 sicer obdržala svojo kratico, a je spremenila njen pomen v Za svobodo mislečega sveta. Svojo opredelitev je nekoliko bolj določila, ko je k svoji kratici dodala še ime Liberalna stranka. Novembra 1990 se je zopet preimenovala, tokrat v Liberalno-demokratsko stranko. Njeno vodstvo pa je na kongresu marca 1992 do kongresa marca 1992 obdržal Školč, nato pa ga je po vrnitvi iz federalnega predsedstva zamenjal Janez Drnovšek. Stranka je ime nato obdržala vse do združitvenega kongresa na Bledu leta 1994, ko se je s pridružitvijo še nekaterih drugih strank preimenovala v Liberalno demokracijo Slovenije, srednjo politično stranko slovenske tranzicije. V začetku januarja 1990 se je preimenovala tudi SZDL. Vztrajanje pri tej frontni organiziranosti je poosebljal njen takratni aktualni predsednik Smole, medtem ko je njegov protikandidat Viktor Žakelj jasno zagovarjal preoblikovanje v politično stranko in prevladal je slednji. Za preoblikovanje v stranko se je SZDL opredelila na kongresu junija 1990. K svojemu imenu je dodala Socialistična zveza Slovenije, kasneje pa se je preimenovala v Socialistično stranko Slovenije, SSS. Vodstvo pa je prevzel Žakelj. In leta 1994 je bila to ena izmed strank, ki se je združila v LDS. Kot zadnja se je v politično stranko oblikovala ZKS, se pravi Zveza komunistov, na konferenci februarja 1990. Svoje ime so spremenili v ZKS, Stranka demokratične prenove. In čeprav je bila v stranki zaradi splošne podpore, ki jo je javnost namenjala Kučalu, njegova kandidatura za položaj predsednika stranke zelo zaželena, se ta zanjo ni odločil, je pa ob njegovi podpori vodstvo stranke prevzel Ciril Ribičič, pravnik, ki si je v slovenski javnosti v bistvu ustvaril nek renome prav s temi amandmaji k slovenski republiški ustavi. Leta 1993 se je stranka nato preoblikovala v Združeno listo socialnih demokratov, od leta 2005 pa jo poznamo pod Socialni demokrati. Torej, to so bile ključne stranke, ki so nastopile na volitvah aprila 1990 in te volitve so potekale torej v 3 delih, še po starem sistemu. Stranke so se pomerile na aprilskih volitvah, so bile programsko kljub različnim političnim ciljem razmeroma podobne, in rezultati volitev so bili zato v veliki meri odvisni prav od voditeljev strank in od njihove javne podobe. V družbeno-političnem zboru skupščine so volitve zmago prinesle Demosu, drugo mesto pa je zasedla reformirana Zveza komunistov Slovenije, torej Stranka demokratične prenove. Poleg skupščinskih volitev pa so bile hkrati izvedene tudi volitve za predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije in člane predsedstva, na katerih pa, kot najbrž tudi vsi vemo, je zmagal Milan Kučan, dolgoletni predsednik republike nato. Torej, zaenkrat smo nekaj več pozornosti namenili tej uvodni politični ureditvi, sedaj pa se bomo posvetili državnozborskemu delovanju v naslednjih mandatih do leta 2004. Torej, politične stranke, ki so delovale med letoma 90 in 92 v koaliciji Demos, so bile izpostavljene mnogim medsebojnim trenjem. Imele so podoben pogled na slovensko samostojnost, na vlogo slovenske države, ki je skupaj s politiko proti socializmu postala nekako skupni imenovalec te koalicije, hkrati pa so se njihovi pogledi na mnoga druga vprašanja izrazito razlikovali. In ta vprašanja so po uspešno izvedenem plebiscitu postajala vse bolj pereča. Ob koncu leta 1991 so ob neki odsotnosti zunanjega pritiska prevladala notranja terenja med političnimi strankami in Demos je nato sprejel sklep o lastni razpustitvi. Kljub temu pa sta skupščina in izvršni svet delovala vse do aprila leta 1992. 22. aprila je bila nato Peterletu kot predsedniku izvršnega sveta izglasovana nezaupnica, njegovo mesto pa je prevzel Janez Drnovšek. Ta politični razvoj je bil nato potrjen z volitvami leta 1992, na katerih je prepričljivo zmagala LDS in takrat je nato Drnovšek dobil tudi formalno mandat za sestavo vlade. Na prvem zasedanju parlamenta
kot ga je določala nova ustava iz leta 1991, so se poslanci sešli 23. decembra 1992 in to je fotoutrinek iz dela iz tega časa. Stranke, ki so na volitvah prestopile parlamentarni prag, so bile poleg Liberalno-demokratske stranke še Slovenski krščanski demokrati, Združena lista, Slovenska nacionalna stranka, Slovenska ljudska stranka in Zeleni, Demokratska stranka in Socialdemokratska stranka Slovenije. Kot zmagovalka pa je seveda mandat za sestavo vlade dobila LDS oziroma Janez Drnovšek, ki je na to koalicijska pogajanja začel že v decembru leta 1992. Kako je to storil? Na tiskovni konferenci je začrtal dva okvira pogajanj. Prvi je bil krog strank, ki jih je povabil k koalicijskim pogovorom, poleg LDS so bile to še SKD, Združena lista, Socialdemokratska stranka Slovenije, Demokrati in Zeleni Slovenije. Znotraj tega je imel možnost sestaviti veliko koalicijo, levosredinsko koalicijo ali desnosredinsko koalicijo. Drugi okvir, ki pa je bil nekako Drnovškov način za sestavljanje koalicije, pa je vseboval ključ, ki ga je imenoval izključevanje izključujočih, in sicer je nameraval iz pogajanj izločiti vse stranke, ki bi bile nepripravljene sodelovati z drugimi morebitnimi članicami koalicije. Vsem strankam je na to določil rok, do katerega naj se izrečejo o svoji pripravljenosti ali nepripravljenosti sodelovanja v koaliciji, in tekom teh pogajanj so stranke na to dosegle konsenz, ki pa se mi zdi, da je izrazito tranzicijski, namreč sklenjala sta bila dva sporazuma. Prvi je bil sporazum o skupnem delovanju LDS in stranke Slovenskih krščanskih demokratov v vladi mandatarja dr. Janeza Drnovška iz januarja 1993 in hkrati sklenjen ločen sporazum med Združeno listo in dr. Janezom Drnovškom, predsednikom vlade in predsednikom LDS, o pogojih vstopa ministrov Združene liste v vlado dr. Janeza Drnovška, o obveznostih predsednika vlade do strank in poslanske skupine Združene liste in o pogojih poslanske podpore skupine Združene liste v vladi dr. Janeza Drnovška, torej to je uradni naziv tega sporazuma. Torej, sporazuma sta imela sama po sebi močno simbolno funkcijo, usmerjala sta tudi vsebinsko delovanje prihodnje vlade in ustvarila možnost za sodelovanje, znotraj katerega bi se morebitni konflikti lahko razreševali čim bolj enostavno. Bila pa sta ločena, zato ker SKD dolgo ni bila pripravljena sodelovati v vladi skupaj z Združeno listo in je bil pravzaprav to edini način, kako je lahko Drnovšek v vlado pridobil obe stranki. Poleg tega mi je vedno interesantno pri teh sporazumih, da se vežejo na osebo dr. Janeza Drnovška, poleg tega, da se vežejo tudi na stranko. Torej, Drnovškova velika koalicija, ki je zaznamovala prvo mandatno obdobje slovenskega parlamenta, je imela kot vsaka svoje močne in šibke točke. Visoko število glasov v parlamentu je vladi pomagalo, da je nekatere pomembne dokumente sprejela tako, da so bili v prid strankam vladajoče koalicije. To je še posebej veljalo pri urejanju področij, ki so zahtevala samoregulacijo političnega prostora, kot so že omenjeni zakon o volitvah in političnih strankah, pa tudi poslovnik državnega zbora in pa seveda pri sprejemanju državnega proračuna. Toda ohranjanje širokega medstrankarskega sodelovanja v koaliciji posebljenega s tema dvema nasprotujočima strankama je seveda pokazalo tudi svoje mnoge slabosti. Področje, na katerem je posledica konflikta med državnimi organi in tudi strankami prva pripeljala do odstopa ministra in izstopa stranke iz koalicije, je bila obramba pod vodstvom ministra Janeza Janše. Ta konflikt znotraj koalicije je vrh dosegel z afero Depala vas marca 1994. Zaradi Janševe objektivne odgovornosti je Drnovšek posledično predlagal njegovo razrešitev z položaja obrambnega ministra, pri čemer se je skliceval na dejstvo, da so varnostni organi ministrstva za obrambo posegli v delovanje civilne sfere. Drnovšek se je zavedal zapletenosti položaja in je dolgo tehtal svojo odločitev o pobudi za Janševo razrešitev. Drobljenje koalicije seveda mu ni bilo v interesu, saj je za doseganje zastavljenih ciljev potreboval čim širše politično zavezništvo. Na seji državnega zbora marca 1994 je bil nato Janša le razrešen z ministrskega položaja, zaradi česar je iz koalicije izstopila tudi njegova stranka. Položaj obrambnega ministra pa je prevzel Jelko Kacin. Jesen 1994 je prinesla nov spor znotraj koalicije,
in sicer je zunanji minister Peterle oktobra 1994 pri pogajanjih z Italijo dosegel dogovor o odškodnini za optante, ki so po drugi svetovni vojni zapustili Jugoslavijo, in ta dosežen oglejski sporazum, ki naj bi odpravil blokado Italije pri vstopanju Slovenije v Evropsko unijo, se je v bistvu pokazal za nepremostljivo oviro. Za uresničitev tega sporazuma bi bilo namreč nujno spreminjanje slovenske ustave in zakonodaje, in sporazum se je zato za vlado Janeza Drnovška izkazal kot nesprejemljiv. Peterle je oktobra 1994 zato odstopil z ministrskega položaja, ki ga je začasno prevzel najprej Drnovšek sam, kasneje pa ga je zavzel Zoran Thaler. Razmerje med strankami je maja in aprila tega leta zaostrila tudi razprava o obeleževanju 50. obletnice konca druge svetovne vojne. Obeleževanje je bilo sestavljeno iz slovesnosti v Cankarjevem domu in iz slavnostne seje parlamenta. Zaradi nestrinjanja s tem obeleževanjem obletnice pa so SDSS, SLS in SKD bojkotirale tako slovesnost kot slavnostno sejo, udeležile pa so se maše, na katero seveda nekateri niso bile prisotne ostale stranke. Spravi, imamo že to slovensko polarizacijo. Čeprav je bila SKD članica koalicije, drugi dve stranki pa sta delovali v opoziciji, so vse tri svoje delovanje usklajevale tudi jeseni leta 1995, ko so v državnem zboru bojkotirale glasovanje o noveli zakona o sanaciji mariborskega podjetja TAM. Ravno zapleti glede sanacije TAM-a so nato januarja 1996 pripeljali tudi do razrešitve ministra za gospodarstvo Maksa Tajnikarja in skupaj z njim se je iz koalicije poslovila tudi Združena lista. V času prvega mandatnega obdobja se je politični prostor kljub tem zapletom dokončno formaliziral in stabiliziral, k čimer so pripomogli predvsem tri stvari. Nova volilna zakonodaja, nov poslovnik državnega zbora ter nov zakon o političnih strankah. Predvsem poslovnik državnega zbora je pomembno formaliziral razmerje med koalicijo in opozicijo. Na področje delovanja političnih strank pa je v tem času pomembneje posegel nov zakon o političnih strankah. Ta je preferiral obstoj večjih političnih strank. Zakon je zahteval večje število ustanovnih članov v primerjavi z zakonom iz leta 1989 iz 20 na 200 članov, medtem ko so bile vmes debate, da bi bilo zahtevanih tudi okrog 2000 članov. Postopek registracije novih strank je bil prav tako bolj specifičen, imel je več zahtev in je bil zato težavnejši. Nova politična stranka je morala nedvoumno pokazati, da ima ambicijo sodelovati pri vodenju države, sicer se ni mogla prijaviti kot politična stranka, temveč kot organizacija, s čimer pa je bilo njeno financiranje bistveno slabše. Zakon pa je opravil še z enim fenomenom, značilnim za začetno tranzicijsko obdobje, in sicer z rezervnimi imeni. En tak primer vidite tudi na PowerPointu. Namreč do sprejema novega zakona leta 1994 je ob svoji registraciji imela vsaka stranka povsem proste roke pri oblikovanju imena, kar je pomenilo, da si je lahko ena politična stranka izbrala pravzaprav vrsto nekih sorodnih imen, ki so se nato v register vpisala kot eno uradno ime stranke, s tem pa si je stranka nekako zagotovila monopol nad vsebinskim svojim delovanjem in tudi nad svojo javno podobo. Torej, to je v bistvu primer uradnega imena stranke Socialdemokratske stranke Slovenije iz registra političnih strank. Torej, kljub tej težavni polovici mandatnega obdobja se je podpora LDS nato zopet pokazala pri glasovanju na državnozborskih volitvah novembra 1996. Na njih je stranka dosegla 27% glasov. Drugo mesto je zasedla SLS z dobrimi 19%, tretje SDSS s 16% in z volitvami leta 1996 se je LDS tako utrdila na položaju najmočnejše politične stranke. Koalicijo je kot se morda še spomnite, zloglasnem prostopu poslanca Cirila Pucka iz SKD, med neodvisne poslance nato oblikovala LDS, strankama Desus in stranko SLS. Vzporedno s tem slabljenjem prve koalicije se je med slovenskimi političnimi strankami postopno začelo oblikovati novo zavezništvo med SDSS, SKD in pa SLS, čeprav so bile te stranke v bistvu članice koalicije v prvem mandatnem obdobju.
Prvič so se stranke poskušale uskladiti na lokalnih volitvah leta 1994, a jim je skupne kandidate uspelo predlagati le v relativno majhnem številu občin. Morda pa je pomembneje od tega praktičnega uspeha dogovarjanje, ki ga je sicer Podobnik, kot vidite v tem prvem izrezku, imenoval kot izjemen uspeh. V tej situaciji dejstvo, da so se vse te tri stranke začele neuradno identificirati kot stranke slovenske pomladi. Stranke, ki so se s tem poimenovanjem želele profilirati kot nosilke demokratičnih sprememb v Sloveniji v času njenega osamosvajanja, so javno podobo gradile na temelju svojega nastanka v času slovenskega osamosvajanja in so se predstavljale kot vsaj simbolne naslednice demosa. S tem so hkrati ustvarjale ostrejšo razliko med sabo in med novo nastalo LDS, ki je bila takrat v javnosti dobro prepoznavna in precej priljubljena, če pogledamo javnomnenjske raziskave, pa tudi volitve seveda. Stranke slovenske pomladi naj bi v slovenski tranzicijski prostor prinesle dejanski prelom s totalitarno komunistično preteklostjo. Konec citata. V svoji kampanji so pomladne stranke pogosto uporabljale na to preteklost kot prav način identificiranja svoje politične usmeritve. Zaupanje med strankami, ki so se razumele kot pomladne, je v času do volitev leta 1996 stalo na dokaj šibkih temeljih. Njihovo sodelovanje je bilo obremenjeno z dejstvom, da so bile nekatere izmed njih koalicijske, drugi dve sta bili opozicijski stranki in slednje v letih 1994 do 1996 največjo oviro predstavljalo prav za SLS kot opozicijsko stranko. Ta je med vsemi tremi pomladnimi strankami vsaj javno najodločneje vztrajala pri samostojni politiki. Kljub razhajanjem pa so imele vse tri stranke močno skupno točko, torej vse so želele uspešno delovati na volitvah leta 1996. In prav misel na ta prihajajoči dogodek, torej na volitve, je za stranke slovenske pomladi pomenila nek stabilizacijski dejavnik pri oblikovanju strankarske politike in medsebojnih strankarskih povezav. V javnosti so se nato hitro pojavile špekulacije o ponovnih, tokrat formalnih poskusih sodelovanja nekoliko razširjene skupine pomladnih strank, SDSS, SLS in SKD, ki pa se jim je v začetnih fazah pridružila še ena stranka, takrat neparlamentarna liberalna stranka. Pomladne stranke so z intenzivnejšim dogovarjanjem začele nato oktobra leta 1996. V začetku meseca je Janez Janša predlagal drugima dvema strankama, da bi pred volitvami vse tri sprejele skupno izjavo. Ta naj bi vsebinsko temeljila na dveh zavezah. Prva bi bila, da če bi stranke pomladi na volitvah skupaj dobile večino glasov, bi same oblikovale koalicijo in zasedle položaje v vladi in da bodo v nasprotnem primeru sodelovale v vladi zgolj pod pogojem, da bodo v njej imele večino. Na drugi strani je SKD zavračala kakršnokoli formalno povezovanje strank pred volitvami. V prihodnjih tednih so stranke tako ostale le pri neformalnih dogovorih, pri dogovoru, da bodo po volitvah sodelovale le v vladi, ker bodo imele večino. Možnost dogovora o sodelovanju se je tako prestavila na čas po volitvah. Volilni rezultati so v novembru 1996 nato prinesli spremembo v oblikovanju medstrankarskih odnosov med tremi pomladnimi strankami. Čeprav je bila po številu glasov nesporna zmagovalka volitev LDS, so pomladne stranke rezultate volitev interpretirale nekoliko drugače, ravno na podlagi teh dogovorov. Kljub temu, da pravzaprav niso sklenile formalne predvolilne pogodbe in so na volitvah niso nastopile kot koalicija strank, so trdile, da so jim volitve pravzaprav prinesle večino glasov in potem takem zmago. Na podlagi neformalnega medsebojnega predvolilnega dogovora so tako pomladne stranke neposredno po volitvah zase zahtevale mandat za sestavo vlade, v kontekstu konstituiranja parlamenta pa vlogo na prihodnjih koalicijskih strank. Torej, tukaj je kar na mestu tale delov komentar, ki v podnaslovu piše, da so prikrite stare zamere očitnejše kot sovraštvo do političnih nasprotnikov na levi. Torej, te zamere so onemogočale strankam sklenitev dejanskega dogovora. Neenotnost pomladnih strank je naposled dosegla prelomno točko, ko je SLS zaprla kakršnokoli možnost za koalicijsko sodelovanje s pomladnima strankama ter ustvarila koalicijo pod vodstvom LDS skupaj s stranko Desus. Leta 1999 so se ugibanja
v javnosti v zvezi z združevanjem pomladnih strank, predvsem takrat z SKD in SLS, zaradi prihajajočih parlamentarnih volitev zopet pojavljala pogosteje. Pogovori med strankama so vrh dosegli junija tega leta, ko sta SKD in SLS podpisali skupno izjavo o aktu politične volje, s katerim sta izrazili namero, da bosta na parlamentarnih volitvah leta 2000 nastopili kot združena stranka. Marjan Podobnik je v imenu SLS marca 2000 podpisal sporazum o združitvi z SKD, ki je določal, da naj bi stranka po združitvi izstopila iz koalicije z LDS in Desus. Napoved o združitvi je pripeljal na to do padca Drnovškove vlade nekaj dni pred tem, ko sta se stranki tudi dejansko združili. Tako SLS kot SKD sta najprej imeli svoje razpustitvena kongresa 14. aprila 2000, dan zatem, kot vidite tudi datum na fotografiji 15. aprila, pa sta imeli stranki nov združitveni kongres. Nova stranka pa se je uradno poimenovala SLS plus SKD, Slovenska ljudska stranka. Njen predsednik je postal Franc Zagožen, ki je bil na ta položaj izglasovan z veliko večino. Položaje podpredsednikov strank pa so zavzeli Janez Podobnik, Lojze Peterle in Andrej Bajuk, ki je hkrati postal tudi kandidat za mandatarja. SLS je Drnovška o izstopu iz vlade formalno obvestila sredi marca 2000 in Drnovšek je ekipo ministrov stranke SLS prva želel zamenjati z novimi, na kar pa je vezal tudi vprašanje zaupnice vladi, ki pa je v državnem zboru potem ni bila izglasovana. Vlada je bila tako primorana odstopiti. Nova nastala stranka, SLS plus SKD, Slovenska ljudska stranka, je skupaj z SDS za novega mandatarja na to predlagala Andreja Bajuka, ki je bil na položaj potrjen maja 2000. Bajukova vlada je z delom nadaljevala vse do državnozborskih volitev oktobra, ko je zmago na to zopet prepričljivo slavila LDS. Koalicija, ki jo je po volitvah sestavila, je bila še bolj praktično usmerjena kot koalicije, ki jih je stranka sestavila v preteklosti. Novembra 2000 je najprej podpisala sporazum o sodelovanju z Desus in z SMS, stranka Mladih Slovenije, ki je bila takrat nova stranka. Koalicijsko pogodbo pa je Združeno listo in z SLS plus SKD in Desus podpisala na to novembra leta 2000. V tem zadnjem državnozborskem mandatu so se pravzaprav ponovile vse značilnosti prejšnjih mandatov. Prepričljiva zmaga LDS, sestavljanje široke koalicije in napoved zmernega in postopnega vodenja države, vključno s prilagajanjem slovenske zakonodaje Evropski uniji. Delo parlamenta je v tem mandatu kljub intenzivnemu dogajanju, povezovanjem s pridruževanjem Evropski uniji v osnovi teklo zlagoma. Koalicija je večino odločitev v državnem zboru sprejemala zanesljivo večino glasov, kar je skladno z napovedmi, ki jih je dala v začetku mandata, tudi v praksi omogočilo, da je nadaljevala svojo politiko izgradnje države, kot si jo je, torej predvsem LDS, zamislila v teh tranzicijskih letih. Po konstituiranju državnega zbora in vlade so trenja med koalicijo in opozicijo ves čas ohranjala napetost med dvema poloma, kar se je v tem državnozborskem mandatu odražalo v zelo visoki številki obstrukcij v državnem zboru. V kontekstu slovenskega pridruževanja Evropske uniji je koalicija spomladi 2001 napovedala spreminjanje ustave, kar se je izkazalo za izjemno zahteven postopek. V mandatnem obdobju 2000-2004 so se uradni pogovori med koalicijskimi strankami začeli marca 2001. Področja, za katera so bile predvidene spremembe, so bila precej jasno določena. Če se je Slovenija želela pridružiti Evropski uniji, je morala spremeniti 3. člen ustave, s čimer bi se odpovedala delu svoje suverenosti in nekatere pristojnosti prenesla na organe Evropske unije. 8. člen, kjer bi jasno določila sklepanje mednarodnih pogodb in veljavnost pravnega reda v Sloveniji v odnosu do Evropske unije. Iz istega razloga pa je bila potrebna tudi sprememba 47. člena ustave, ki bi omogočala izročitev slovenskih državljanov tuji državi, naprimer mednarodnemu sodišču. Spet pa se je odprla razprava o 68. členu, ki bi omogočal tujcev, da si lastijo nepremičnine v Sloveniji in je pri tem predvideval načelo vzajemnosti. Januarja 2002 je v državnem zboru najprej sledila razprava, na kateri so predstavniki civilne družbe podali svoje mnenje o načrtovanjem spreminjanju ustave in tudi med to razpravo so se
zaključne izkazale te 3 točke, torej 3. točka prvega odstavka, 47, 68 člen ustave. Med razpravljalci je bilo daleč najmanj časa namenjenega razpravi o 3. členu ustave, torej o prenosu dela suverenosti države na institucije Evropske unije. Ta se je izkazal za najmanj spornega, tako med stroko, kakor med poslanci. Urejanje ustave je pokazalo, da so se stranke kljub mnogim trenjem, ki so se sicer kazala tekom dela državnega zbora, pravzaprav strinjale o tem glavnem postopku. In področja, ki so Sloveniji omogočala gladko integracijo, so bila v bistvu podprta v strani vseh parlamentarnih strank. Poleg spreminjanja zakonodaje sta bila za pridružitev EU in tudi Zvezi NATO, kar je bilo ločeno vprašanje, na to ključna 2 referenduma, ki naj bi podprla vstop Slovenije v obe zvezi. Predlog za referendum je podala skupina koalicijskih poslancev v podpori 2 opozicijskih poslanskih skupin, torej to je ta vseeno sodelovanje, kar se tiče Evropske unije, obeh poslancev narodnih manjšin ter v podpori samostojnega poslanca. Vložili so v bistvu 2 ločena predloga za referendum, prvega za pridružitev Evropske unije in drugega za pridružitev Zvezi NATO, zato tudi ta fotografija kar jasno kaže 2 škatli, 2 referenduma. Dokončno odločitev o obeh referendumih so nato poslanci izglasovali januarja 2003, torej izvedena sta bila 2 referenduma, oba pa sta bila po svoji naravi posvetovalna in tako praktično nezavezujoča ne glede na rezultat. Proces slovenskega pridruževanja Evropski uniji in Zvezi NATO se je na notranje politični ravni zaključil 23. marca 2003. Podporo vstopu Slovenije v Evropsko unijo je ob 60% volilni udeležbi izrazilo 90% volivcev, medtem ko je bila podpora NATO nekoliko nižja, in sicer 66%. Po obeh referendumih je preostanek vključevanja Slovenije v EU in NATO stekel razmeroma gladko. Z obema organizacijama so bili pogoji za vstop že izpogajani, na notranjem političnem področju pa so bile opravljene pravzaprav vse formalne politične naloge, ki so omogočile pridružitev. Vključitev v Zvezo NATO se je nadaljevala 26. marca 2003, ko so ostali predstavniki članic NATO v Bruslju podpisali protokol o pristopu Slovenije in se zaključila februarja 2004, ko je Državni zbor sprejel zakon o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe. Vključitev v Evropsko unijo se je prav tako zaključila z 2 dejanjema. Vlada je za podpis pogodbe o pristopu k Evropski uniji aprila 2003 pooblastila Drnovška, se pravi Drnovška, Ropa in Rupla. Pogodba je bila podpisana na to nekaj dni kasneje, 16. aprila 2003 v Atenah, kjer je potekal sestanek med članicami EU in tistimi 10 kandidatkami, za katere je Unija ocenila, da so pripravljene na pridružitev. Pogodba pa je nato vstopila v veljavo 1. maja 2004. Torej, po pridružitvi Slovenije Evropski uniji se je slovenska politična tranzicija vsaj na neki ravni zaključila. Geslo Evropa zdaj, kot se je glasil naslov kongresa Zveze komunistov Slovenije iz decembra 1989 in kar je stranka kasneje vključila tudi v svojo volilno kampanjo, se je po približno 15 letih tranzicije tudi uresničilo. Kot marsikatera druga pričakovanja pa se ni uresničil drugi del tega naslova z Jugoslavijo k Evropi. Slovenija se je Evropi pridružila brez Jugoslavije, tako v dobesednem kot v prenesenem pomenu. Spominjanje začetka tranzicije je za javnost in državo ostalo spomin na slovensko osamosvojitev, v kateri so primesi socializma, vsaj za nekaj časa, postale nezaželene. Obdobje med letoma 1989 in 2004 pa s temi svojimi značilnostmi tvori neko svojevrstno zaključeno celoto, zaznamovano s postopno politično polarizacijo in z nenehnimi političnimi težnjami po pridružitvi Slovenije k Evropski uniji. Hvala. Hvala predavateljici za zelo zanimivo predavanje. Odpiram razpravo. Vprašanje, komentar. Mogoče za začetek, da jaz dam neko iztočnico.
Zanima me mogoče kakšna primerjava v tem širšem srednjeevropskem prostoru, ki sem na začetku uvodoma že omenil ta neke vrste diskrepanca med prelomom in tranzicijo. Koliko so bili drugi bolj prelomni ali pa smo bili mi bolj v tej tranziciji bolj žametni kot ostali, ne? Ker kar se tiče določenih inštitucij, bi mogoče bili mi v arhivu bolj srečni, če bi bili bolj prelomni, ne govorim seveda o nekdanji službi državne varnosti, ker nam je s tem, ker je nadaljevala delo, ne, in ni bila ukinjena, povzročila veliko problemov pri dostopanju do arhivskega gradiva. Recimo, to je ena taka inštitucija, kjer primeroma na vzhodni Nemčiji so jo ukinili in so ustanovili na novo, ne, tukaj mi imamo tranzicijo, ne, na konkretni inštituciji. Drugo vprašanje pa, ki me zanima, kakšno je vaše mnenje o ilustraciji? Tu se skozi najavlja. Zakon o ilustraciji, vse stranke so imeli polno usta tega, nikoli ni prišlo do tega, tudi ko so imele desne stranke, koalicijo pa vlado v rokah, nikoli nobena to ni vložila. Kakšno je vaše mnenje zaradi tega, zakaj do tega nikoli ni prišlo? Hvala za ti dve uvodni vprašanji. V primerjavi z ostalimi tranzicijskimi državami je bila ta tranzicija v Sloveniji zelo postopna. Torej, jaz mislim, da v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami gre za neko močnejšo kontinuiteto. Zdaj, institucije so tukaj že same po sebi neka specifika, ker je ena izmed njihovih značilnosti to, da imajo vztrajnost, da imajo dolgo življenje, ne? In da so tukaj nekoliko bolj rigidne v smislu, v primerjavi z nekimi političnimi spremembami. In ta prelom, recimo tudi, če že sam začetek vzamemo med 89 in 91, so mnoge institucije preživele. Mislim, tukaj ni nekih velikih pretresov, ne? In gre neko spreminjanje v neki dosti bolj počasnem tempu, ne? Kar se tiče neke postopnosti ali pa gradualizma, ne, je bil v Sloveniji prav, da je bil artikuliran v kontekstu Mencingerjevega delovanja, torej on je govoril sicer o gospodarstvu, ampak je ta nek prenesen gradualizem, tudi nek strah pred nekimi družbenimi problemi, ki bi jih nek hiter prelom prinesel, je bil v Sloveniji zelo prisoten. Torej, to je bila dejansko stvar političnih debat, kako se tega znebiti. Tudi mogoče, ne vem, če se spomnite ali če poznate, da je bil v Sloveniji na obisku Jeffrey Sachs, ki je v bistvu vodil te ostrejše gospodarske prelome, posledično tudi politične prelome v ostalih srednjeevropskih državah. Prav ostal mi je v spominu nek delov članek, kjer je bil komentar, ali je pomota, da je prišel v Slovenijo, ali pa ne ve, kaj ga čaka v tem smislu, ne, da tukaj pa delamo stvari postopoma. Tako da jaz bi rekla, da v primerjavi z ostalimi državami gre res na političnem, na gospodarskem področju v Sloveniji za neko vztrajanje, ne. Pa tudi na področju recimo raziskav javnega mnenja, slovensko javno mnenje, če tam pogledate, kjer so raziskave o vrednotah, ne, tam je tudi recimo en zelo tak moment vztrajnosti. Bi jaz temu rekla, da je na splošno slovensko javno mnenje bolj pozitivno naklonjeno socialistični preteklosti, se spominjajo to kot nekaj pozitivnega, kot nekaj dobrega, no. Tako da ne gre pretiravati, še zmeraj so to spremembe v kontekstu pač širše regije, ampak mogoče tukaj Slovenija po tej svoji postopnosti, po neki vztrajnosti le nekoliko izstopa, no. In v bistvu v to zgodbo spada tudi primer lustracije. Slovenija je država, kjer lustracije ni bilo, drugod so bili ti zakoni sprejeti, ljudje so opuščali politične kariere, bili prisiljeni iti službe in tako naprej. Torej v Sloveniji so res predlogi in neke razprave o tem bili, ampak potem so se začeli, mislim, pretiravamo, ampak malo gledati med sabo, kdo vse bi mogel zapustiti službo v tem primeru, pa so potem tudi zaradi tega, ne zgolj zaradi tega opustili. Skratka, nekako ta politični moment res ni dozorel, ne? In moja nekako teza oziroma razmišljanje je, da zaradi odsotnosti neke zakonodaje, neke ilustracijske zakonodaje, ki bi to formalno razrešila, se je v Sloveniji nekako pogovor glede tega preusmeril na politiko spomina. Se pravi, da je bilo nekako drugače treba vzpostaviti odnos do preteklosti, ga mogoče drugače artikulirati, kasneje po letu 2004 je to tema, ki je prisotna v vseh državah srednje vzhodne Evrope, tudi širše. Tako da tukaj spet Slovenija ni popolnoma izjema, je pa to element, ki je pa v 90-ih letih bil zelo prisoten.
Tako da so v bistvu na nek neformalen način oziroma preko nekega pomožnega, nekega ovinka v bistvu vzpostavljali svojo pozicijo potem do preteklosti in se na tak način tudi politično profilirali ljudje. Dejstvo je, da nobena politična stranka ni vložila predlog zakona o lustraciji. Nimamo, ne. Proste, jaz mislim, da je predlog celo bil ali pa neka deklaracija, ampak to je bilo ali drugih polovic leta 92 ali pa malo potem, ampak je zmagal glasov. Gotovo se je tam pogovarjal v parlamentu, ne vem pa, če je prav zakon ali samo neka deklaracija. Mislim, da je bil celo predlog zakona. To zdaj ne bom trdila, ampak kar se nekih izjav, deklaracij tiče, to ja, oziroma možno, ker tudi recimo, ko so tekom 90-ih iz v bistvu strani Evropske unije oziroma teh zahodnih držav Evropske unije prihajale neke pobude za vzpostavljanje odnosa do preteklosti. Recimo Slovenija tudi nikoli ni sprejela nekega ali lustracijskega ali kakršnega koli drugega zakona, ampak so, ne vem, zdaj se ne bom spomnila točno, kako so ubesedili, ampak so rekli, da so v bistvu, da je vprašanje odnosa do preteklosti v Sloveniji že rešeno s tem, ko je Slovenija, ne vem, izvedla demokratične volitve. Skratka, so se vedno na nek proksi sklicavali, in tudi, če so pač debate bile v bistvu v tej meri kot ostale države, pač take formalizacije ni, Bi mogla pa točno pogledati, kako so že razreševali. Razlika med deklaracijo ali pa zakonom, ki pač določa, da mora pa zapustiti pozicije ali pa funkcije. Če ni nobene želje po razpravi ali pa nobenega dodatnega vprašanja, se skupilo povabimo na predavanje Karla Smoleta, ki bo 8. aprila, in sicer na temo politično življenje koroških Slovencev po drugi svetovni vojni. Tako da takrat upam, da se še enkrat vidimo. Naši današnji predavateljici se pa še enkrat lepo zahvaljujem za zelo zanimivo predavanje. Hvala.